Živ in pa pozdravljeni v naslednji epizodi, ki jo sponzorira naročiauto.si. A veš, to so oni, ki si izmisliš kjerkoli avto, oni ti spogajajo ceno, ga najdejo v tujini in pripeljejo sem vse, kar je, ga ti sam še prevzameš na prepisu in se odpeleš. Danes bomo pa inštalirali tele nalepke gor na gume, tako da dajmo kar zarolati tale intro, pa začnimo. Najprej moramo pa avto spucati, tako da sem pripravil zelo eno takole malo AMSR, ako ga je že tisle ASMR montažco. Pojmo. Zdaj pa moramo gume spucati. Svinarijo, čeprav nas gleda, ampak dokler je taka svinarija gor, se pač nalepka ne bo prijela, tako da, ko gumo obrišeš, mora biti cuna čista. Najbolje, če so v bistvu gume nove, a ne, ker so najmanj svinske, ampak pač sem čakal tele nalepke full cajta, tako da je pač zdaj malo več dela. Zgleda, da treba tole kar en cajt drgent. Ti sem pogruntal, da je najbolj, če imaš kar kakšno takole krtačo doma. Najprej z razmaščevalcem našpricamo, pa vzameš kar tole, pa en drgneš. Pa sem si kar šlauf potegnil, da sprot splaknem poje. Takole. Mogoče bi bilo tudi lažje, da si daš feltno kar dol, ampak jaz nimam prav dvigalke zdajle doma, tako da moram pač malo poimprovizirati. Zdaj pa še s temule, ki je prav za gume pucati. Ja, pa isto kar fajn zdrgneš. Da vidimo zdaj, evo, tale je kar pretty much čista. Evo, še malo bo treba. Jaz bi šel kar še enkrat čez. Drugače pa že kar dobro čista. V škatli dobiš takole nalepkice. Zraven imaš tudi navodila, kako se vse skupaj nalima, ampak najprej moraš začeti s temole. To je v bistvu en tak, kaj je to? En tak acetonček, ki to namažeš, da res dobro razmasti gumo, kad drugače se nalepke ne bojo prijele. Pa imaš pa seveda še limček. To pa lepo takole, veš, v spodaj nalimaš, pritisneš na gumo in pol moraš počakati ene 6 ur, je fajn, da se avto ne premika. Pravijo pa, da res priporočajo, da je pa saj 24 ur avto primir za tisto optimalno zadevo, da se poje to lepo skup prime, pa lahko šibaš. Evo, malo se že tema ujela, sem mogel kar luči pržgati. Zdaj jaz si ponavadi takole naštimam, ker se lotejpam tale dizajn približen gor. A vidiš, takole, da približen vidim pač, kako bo zadeva postavljena. Pol pa pač eno pa po eno dan dol, lim gor nalepam pa pritisnem. Pa jaz ponavadi vzamem še šmirgel, tale je 240, tako da ni pregrob, pa ni zelo fin. Lih toliko, da malo gumo poberem, sploh tele laske, da dam stran, ki nas motijo. Pa limbu pol še precej bolj parijem. Jaz ga dam takole gor,
Pa ga pa takole lepo. Pa res je pomemben, da ga daš tudi takole na robove, a veš. Da pa on res dobro prime. Pa ne sme biti predebel. Takole lih lepo. Na tanko. Poberemo. Ga lepo pritisnemo. Tako na gor, da on res po celi površini prime čim bolj. Evo ga. Nič. Zdaj pa še tole feltno do konca, pa vse skupaj krat 3. Pojmo. Evo, 24 ur je v krog, zdaj pa pojmo pa poberemo se letej pedal, da vidimo, ko je sploh izpadal. Res dobro izgleda. Zdaj kakšen teden ali pa celo 2 se jaz že vozim s telim nalepkam in se mi zdi, niso se najbolj šparjele, čeprav sem jih zelo dobro očistil, pa zbrusil, pa lepil, ampak se mi zdi, ker je bil avto zunaj, ki je bilo, ne vem, od 3 pa do 7 stopinj, da ni lim parjel tako, kot bi mogel. Tako da, ko boste to delali, imejte res gume na feltnah noter nekje v toplem prostoru, zato da res zadeva optimalno prime. Saj ne odleti stran, ampak mi gre na živce, ker se takole po robovih viha in bom mogel zdaj vse dol dati. Še enkrat vse robove polimati, na toplo, pofenati, mogoče kaj tasga. Ka nekaj na pol se pa res ne moramo jeti. Mora biti v piko, tako ka se zagre, ali pa bolj, da gre koj dol. Lej, sem pa lih pucal tlele malo okoli bajte in imam komplet feltne originalu DRS-a za prodati, če koga zanima, ne mi napiše, pa se bomo zmenili. Feltne so drugač direkt iz mojega avta, so kar zelo lepe, no. Bom vam pa pokazal, takole se na kakšni feltni, recimo tukaj na vrh, pa tlele se kakšna takole pozna, ampak načeloma pa kraki so pa zelo lepi, no. Praske sicer jaz nisem naredil, take sem že dobil, mogoče za kakšnega za zimski set, ali pa pač, če so vam ful všeč, se da to res zelo hitro zrihtati. Pa še pa ta zadeva na Focusa RS-a, pa ne vem, siguren pa še na kaj kakšnega S-Maxa, kakšnega ST-a, kaj podobnega. Malo pogooglite, no, meni so feltne zelo všeč, ampak imam 2 kompleta novih, ki so mi pač bolj všeč, pa pač teh res ne bom vozil. Tako da evo, če koga zanima, feltne so tle, jaz jih ne bom rabil. Cena bi bila pa, ne vem, rečemo 900 €, imaš pa na vseh feltnah še senzorje za tlak, že sam senzori pridajo 200 €, no. Tako da, če te zanima tale komplet, senzori na feltnah, sam še gume daš gor, pa peleš, mi kar napiš, pa se bomo že nekaj zmenili. Evo, napisi na gumah so nainštalirani, zdaj pa manjka sam še en detajlček. Čakal sem tale paket zale 3 tedne, ampak pazi tole. Evo, lej, dobil sem tole vrečkico, to so, se pravi, tele kapce za ventilčke, pokrovčki, a veš. Evo, lej, takole zgleda v bistvu ta ventilček, to je takole prav tak kovinski občutek ima, veš. Gor je pa v bistvu tale prav Rotiforum logo, je pa to custom, to dela en model in v bistvu jih dobiš z Kitajske, to ni od Rotiforma produkt, ampak meni ful hodo zgleda, no. Evo, pa kar dajmo, feltne so lepo spucane, damo original ventilček dol, cak, 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 in damo tegale gor, kako hodo sede. Nice.
Dolgo že nisem pokazal tega kolekšna mojega malo manjših avtočkov. Imam tudi nekaj Hot Wheelsov. Tako da, če vas tole kaj bolj zanima o detajle, mi napišite v spodaj v komentarje, pa bomo v naslednjem vlogu vse podrobno pogledali, ta velike bomo odprli, pa se malo pogovarjali tudi o telih avtočkih, a ne? Mi se pa vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!